Uvedbe v dela na projektu oskrba s pitno vodo v porečju Drave četrti sklop Ormoško območje po pogodbenih določilih Fidica so se udeležili predstavniki vseh treh občin, med katerimi so bili župan občine Ormož Danijel Vrhnjak in župan središča ob Dravi Jurij Borko. Predstavniki izvajalcev komunalnega podjetja in cestnega podjetja Ptuj ter predstavniki nadzornega podjetja ProPlus ter medija, ki bo skrbel za promocijo. Za nas ne samo občina Ormož, tudi še ostale občine središča ob Dravi Sveti Tomaž zelo veseli, da je do tega prišlo. Konec koncev je zelo pomemben projekt za nas, finančno, kar se tega tiče, najvišje. Tako da verjamem, da z uvedbo v delo je tisti prvi korak, ko to začnemo. Zdaj časovnica je, upam, da jo bomo dosegli. Konec koncev smo z nekimi roki vezani tudi okrog na koncu izdaje samih zahtevkov, da se finančna zadeva pokrije. Vemo dobro, da je dobršen del projekta sofinanciran z strani ostalih virov, tako da je tudi to en uspeh občin pri samem financiranju. Tako da jaz si želim, da sam izvajalec, sam nadzor dobro sodelujejo v povezavi z našimi sodelavci vseh treh občin. Mediji bodo vsekakor tudi upravili svojo službo in nas dobro promovirali pri vseh zadevah, ki se bodo odvijale. Gre za 8.428.000 evrov vreden projekt. Od tega so si občine iz kohezijskega sklada uspele pridobiti kar 48%, iz državnega proračuna 33%. Razliko bodo prispevale občine Ormož 33, Središče ob Dravi 4 in občina Sveti Tomaž 6% vrednosti. Investicija zajema en nov vodohran, 3 rekonstrukcije starih vodohranov, 2 območji hidroforskih postaj in eno rekonstrukcijo prečrpalnice ter kar 26.000 metrov posodobljenih cevovodov. Jaz bom se strani predstavnik vseh treh občin na tem projektu in jaz upam, da bomo z izvajalcem pa z nadzorom dobro sodelovali in ta projekt naslednje leto tudi uspešno izvedli dokončno. Zdaj sam zaključek projekta je predviden sicer v začetku 2024, ko se dejansko vse zadeve v celoti tudi finančno zaključijo. Časa sicer se zgleda, da je dosti, samo je pa tudi, moramo vedeti, ko bomo na terenu, se velikokrat pojavijo številne težave, ki jih moramo pač uspešno tudi zaključiti in se o tem vsake stvari predebatirati, kako jo izpeljati najbolje za vse, za nas in za uporabnike, da bodo čim manj moteni pri sami oskrbi s pitno vodo in tudi, da bodo nadaljnjih recimo 50 let tudi zadovoljni s tem cevovodom in vsemi temi rešitvami, ki so podane v samem projektu. Kakšna dokumentacija in pogodbena določila takšna investicija zahteva, pa je v nadaljevanju predstavil predsednik nadzornega podjetja ProPlus. Kot prva točka zapisnika, ki ga bomo na koncu podpisali, je pravzaprav informacija, da je občina Ormož investitor te investicije. V vlogi izvajanja storitev inženirja po določilih Fidik in nadzornika po gradbenem zakonu zastopamo mi podjetje oziroma naročnika, to je družba ProPlus d.o.o. iz Maribora. Občina oziroma naročnik je z komunalnim podjetjem Ormož, ki je tukaj nastopalo v partnerstvu z cestnim podjetjem Ptuj, podpisala gradbeno pogodbo. Ta je bila podpisana 26.3.2021 tega leta. Kot obvezni sestavni del uvedbe izvajalcev poslov je bila izvajalcu predana že vsa dokumentacija, ki je nujna, to je PGD, torej projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki ga je izdelala družba IEI. Njegov sestavni del sta tudi dve dopolnitvi. Prav tako mu je bila predana PZI dokumentacija izvedbena, torej, ki jo je izdelala družba Lineal. Ne bom našteval za vseh projektov, ker jih je tukaj okrog 20 raznoraznih, torej za vse sektorje vodovoda in pa za vse objekte, ki se bodo gradili, za vse vodohrame in hidroforne postaje.
Predana mu je bila tudi kopija gradbenega dovoljenja, ki je pravnomočno od konca lanskega leta, in zadnji element, ki je nujen za uvedbo v posel izvajalcev, je omogočen dostop do gradbišča, tako da lahko iz tega naslova tega, pravzaprav kar posebne gradbene uzance določajo, lahko danes pol z podpisom tega zapisnika sklenemo, da je z današnjim dnem izvajalec uveden v posel in da mu začne teči pogodbeni rok, ki je določen z pogodbenim sporazumom. Kot sestavni del, da smo lahko danes temu pristopili, je bila tudi predaja bančne garancije za pravočasno in kvalitetno izvedbo del, ki jo je izvajalec predložil naročniku, ki znaša 5% pogodbene vrednosti. Skladu z pogodbenimi določili bo pa zdaj na osnovi tega, oziroma na osnovi današnjega datuma, torej datuma uvedbe v posel, je pa dolžan izvajalec najkasneje do 7.5. pripraviti podroben terminski plan in finančni plan, predložiti zavarovalno polico za zavarovanje tretjih oseb, pol seveda predložiti vsa dokazila, da ima za svojo opremo, za svoje delavce in to te vse pogodbe sklenjene zavarovalne, tako da bo varnost na gradbišču zagotovljena. Njen sestavni del je pa seveda tudi, da bo pripravil načrt organizacije gradbišča in izdelal varnostni načrt. To je dejansko so vse pogoji, da se operativno začne na gradbišču delati, tako da mislim, da tu glede na izkušnje izvajalca pa to ne pristopa k temu prvič, zdaleč ne, torej ne vidim, ne pričakujemo, da bi na področju tega kakšni problemi lahko bili. Dela na terenu se bodo tako začela v začetku maja.